Zavod Domanja Puconci je ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi organiziral strokovni posvet, kjer so se povezali s pristojnimi institucijami. Direktor Zavoda Domanja je povedal. Ja, ta posvet ima dva pomena dejansko. Prvi pomen je oziroma namen je ta, da naredimo en ta posvet o ozaveščanju nasilja nad starejšim, ker je dejansko to ena pereča problematika, pred katero si marsikdo zatiska oči, se pa vsakodnevno dejansko ta problem pojavlja pri vseh nas. Kot drugi pa je dejansko to en uvodni posvet, uvodni dogodek v sklopu enega projekta, katerega želimo izvajati oziroma katerega bomo v letošnjem letu 2020 izvajali do konca leta v občini Puconci. Gre pa za ene vrste razpršenega dnevnega centra aktivnosti, kar pomeni dejansko, da bomo skozi celo leto vsak mesec oziroma na tedenski ravni v občini Puconci na različnih lokacijah izvajali različne tematske sklope od delavnic, predavanj, športnih iger, ki bodo dejansko tudi namenjeni ne samo starejši populaciji, ampak tudi mlajši, torej da bo šlo za neko medgeneracijsko sodelovanje. Posvet, ki so ga organizirali v Domaniji, je medinstitucionalen. Ravno zaradi tega, ker dejansko mi kot izvajalci oziroma naša socialna delavka mora biti v kontaktu tudi z socialnimi delavkami oziroma pravnicami iz CSD Pomurja, predvsem z enoto z Murske Sobote in pa tudi z policijo. Če prije do kakšnih teh težav, mi jih moramo po uradni dolžnosti tako ali tako obveščati. Tukaj na ta način pa poskušamo tudi krepiti te medinstitucionalne odnose dejansko, da se malo bolj spoznamo tudi formalno pa neformalno in da se vemo tudi v določenih primerih pomagati. V času po koronavirusu je ravnanje starejšimi še posebej pereča tema. Sedaj v tej koronakrizi se je pokazala marsikatera, bom rekel, nespametna odločitev oziroma nespametno ravnanje države do te problematike, kajti že 20 let sprejemamo zakon o dolgotrajni oskrbi, pa še danes ni zadeva sprejeta in sedaj smo se marsikateri izvajalci, ne samo izvajalci pomoči na domu, ampak tudi domovi za starejše, smo bili soočeni s nekim problemom, s neko težavo, za katero nihče od nas ne bil dejansko pripravljen. Prišlo je do tega dejansko, da smo se vsi morali ravnati nekako po, bom rekel, zdravi kmečki pameti. Zelo malo navodil pa smo dobili od pristojnih. Šele kasneje, ko je zadeva bila že nekaj časa tekoča, kriza, ko je že bila epidemija, pol so s časom ugotavljali, kako bi katere zadeve morali obravnavati oziroma kako bi morali rokovati. Katere težave so največkrat zaznali v Domaniji? Predvsem težava v neinformiranosti, da so dejansko na nas kot izvajalce pomoči na domu pozabili. Nismo imeli od nikoder kakšne prave informacije, kako rokovati, kako se mogoče virus širi oziroma prenaša. Problem je dejansko bil tudi z samimi sodelavkami oziroma tudi svojci uporabnikov, ker so vsi dejansko bili v neki paniki. Mediji so naredili svoje, dosti neinformiranosti je bilo in razlog je bila neka prestrašenost, panika, kako dejansko voditi sam proces naprej. Kajti mi kot izvajalci pomoči na domu nismo mogli pristati na to, da bi dejansko tudi mi zaključili z delovanjem, se pravi, da bi podjetje zaprli, ampak smo dejansko našim uporabnikom morali tudi skozi ta čas nuditi nek suport, ker moramo vedeti, da pri pomoči na domu so vključene različne skupine ljudi, je pa dosti tudi takih, kateri so čisto sami, kateri so negibni mogoče tudi in kateremu je ta kontakt socialne oskrbovalke edini socialni stik mogoče dnevno ali pa na tedenske bazi. Kakšne vrste nasilja pa vi zaznavate? Dostikrat se zaznava dejansko, da mladi pritiskajo na starejše, predvsem v smislu financ, ali pa če jih starejša oseba želi, da bi se ga kam naj odpeljalo, pa ga mlajši ne želi, ker se ne čuti pripravljenega za to. Tako da to je zelo različen spekter tega, bom rekel, prikritega nasilja. Ena izmed pristojnih institucij, ki pomaga žrtvam nasilja, je tudi Center za socialno delo Pomurje. Nasilje nad starejšimi je pogostejše, kot si mislimo. Prihaja v vseh znanih oblikah nasilja v družini, tako psihično, fizično, ekonomsko, tudi spolno nasilje, na žalost. Zdaj v Sloveniji nekih statistik prijavljanja nasilja nad starejšimi se ne beležijo. Tisti primeri, ki pa pridejo do nas, torej do Centra za socialno delo Pomurje, lahko rečemo, so sam vrh ledene gore. Stiska starejših je zelo velika, predvsem zaradi nasilja. Tukaj opažamo, da je velika problematika v tem,
da težko pridejo starejši. Ne. Za nasiljem s starejšimi je značilno, da se dogaja v zaprtem krogu, v domačem okolju, za 4 stenami. Prvi tisti posredovalci, ki lahko opazijo, so socialne oskrbovalke. Ne. Temu je tudi namenjen današnji posvet, da jih opolnomočimo, da vedo, kako odreagirati, na koga se obrniti, kako sploh govoriti s starostnikom, kakšna vprašanja postavljati, da ne greš takoj v intimo. Nekako tudi opažamo, da so povzročitelji nasilja nad starejšimi ožji družinski člani. Ne. Prihajajo iz sorodstvenega razmerja, ne vem, mama, hčerka, vnuk, dedek. Tako da ja, zelo pomembno se nam zdi to kroženje, informiranje javnosti in podajanje teh informacij. Kako CSD sodeluje z drugimi pristojnimi institucijami? V Pomurju imamo na Centru za socialno delo Pomurje ustanovljeno medinstitucionalno skupino za preprečevanje nasilja v družini. Le-to smo ustanovili že leta 2013 skupaj s Policijsko upravo Murska Sobota. Veseli me, da se je v letu 2020 pridružil tudi zdravstveni dom z njihovim centrom za duševno zdravje odraslih, tako da imamo vključeno tudi psihologinjo in na ta način dostopamo tako do strokovnega osebja, hodimo v vrtce, osnovne šole, bili smo že skoraj v vseh domovih za starejše v Pomurju, v bolnišnici, v zdravstvenih domovah. Naš namen je predvsem to povezovanje institucionalno. Ne. Če ti veš, koga imaš na drugi strani, ga lažje kontaktiraš, lažje pridobiš in hitreje krožijo te informacije, ki so pa za žrtve zelo pomembne. Ne. Ker v prvi fazi je žrtev najbolj ogrožena, ko se odloči, da bo spregovorila o nasilju in ko se odloči, da gre. In v tem trenutku je potrebno žrtev najbolj zaščititi. In s tem, da mi imamo dobro sodelovanje s policijo, da pokličemo takoj policijsko postajo, se vključi takoj kriminalist, če potrebujemo zdravniško pomoč ali pa psihologa, tudi tega vemo, kam poklicati, koga poklicati in se tudi takoj odzovejo. Na kakšen način pa se žrtvi pomaga? Ko žrtev spregovori o nasilju, nekako napravimo načrt. Načrt pomoči z njo, tudi varnostni načrt in odločamo se oziroma postopamo od situacije, od primera do primera čist odvisno. V preteklosti je veljala filozofija, da je policija odstranjevala in centri, da smo umikali žrtve in otroke v varne hiše, materinske domove. Nekako po tej novi praksi pa se odločajo tudi policisti, da se umakne iz hiše, iz stanovanja povzročitelja nasilja. Torej, da žrtev z otroci ostane doma na toplem, da ne gre v varno hišo ali materinske domove, ker vseeno se zavedamo, ne, da če žrtev umaknemo otroke, to pomeni prešolanje, to pomeni kup enih težav za žrtev, katero še bolj stigmatizira in težje še vedno se odloči za odhod. To so neki v prvi fazi neki postopki, s katerimi zaščitimo žrtev, seveda ji nudimo svetovalno pomoč, opolnomočimo jo. Velikokrat niti ne vejo vse pravice, katere izhajajo, tako da ena celostna pomoč, pri kateri sodelujejo različni profili. Nasilje nad starejšimi pa zaznavajo tudi na Policijski upravi Murska Sobota. Nasilje nad starejšimi se dogaja tudi v Pomurju, kot vseh regijah v Sloveniji. Seveda so zelo ranljiva skupina, tako kot otroci, in seveda s tem današnjim posvetom želimo jim predstaviti, kako policisti in pa druge inštitucije zaznavajo nasilje v družini, posebej nasilje nad starejšimi. Nasilje nad starejšimi so pač več oblik in vrst in pa seveda, kot sem že omenil, so zelo ranljiva skupina in katerim namenjamo posebno namen. V Pomurju deluje skupina za preprečevanje nasilja v družini za Pomurje in ena izmed teh usposabljanj, ki jih ta skupina vrši, je tudi predavanje vsem starostnikom, kaj so vrste in oblike nasilja nad starejšimi, od ekonomskega, fizičnega, verbalnega, v bistvu kot za vse druge vrste in pa seveda kot oni, kot so posebej ranljiva skupina. Kakšni so postopki proti nasilnežem? Standardni postopek policistov je seveda, ko zaznamo ali prijavo prek OKC ali nam prijave pošljajo druge inštitucije, zato je tudi medinstitucionalno delovanje, se pravi od šole, vrtcev, zdravstva, zdravstvenih domov,
Centra za socialno delo seveda Pomurje z vsemi enotami v Pomurju in seveda policisti izvedemo intervencijo, zaznavamo znake kaznivega dejanja, se pravi iz vsakega prijave izhajamo, da bi bilo storjeno kaznivo dejanje, katerega potrdimo ali vržemo oziroma potem prehajamo v prekršek in pa seveda podajamo kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo. Bi rekel, da je v Pomurju 20% iz vseh ukrepov, policisti izrekamo tudi ukrep prepovedi približevanja, se pravi to pomeni, da odstranimo nasilneža, žrtev zaščitimo s tem, da ostane doma in približno po podatkih statistični je tu nekje med 20 in 30% nasilja nad starejšimi, če približno obravnavamo 100 kaznivih dejanj na leto in pa izrečemo približno v povprečju 60 ukrepov na leto. Na strokovnem posvetu so sodelovali predstavniki CSD Pomurje iz enote Murska Sobota in policijske uprave Murska Sobota, predstavili pa so medsebojno sodelovanje in zakonodajo.